your head up, play! Jo, Blaž, živijo, kako gre, mislim, predvidevam, da poznam tvoj odgovor, ker sem te zdajle poslušal, pa urce prej smo začela snemati, ampak kako? Pa v redu, no, sej, kaj pa ne rečem. Malo sem našpičen okoli nogometa, zdaj zaradi tega tudi snemava tale podcast, ampak drugače tako kot osebnostno, pa to sem pa super, ej. Rentaš že od jutra, najprej po messagih si mi pošiljal od jutra naprej, potem pa še zdajle ene par rentov podal in sem rekel, da je sam začeti snemati, da te lahko sam spustim z verige in poveš vse, kar te moti. Ta odločitev namreč 12 evropskih nogometnih velikanov, ki so se odločili, da bodo ustanovili svojo ligo. Midva so pripravila, samo to bom omenil, Blaž, preden začneva, so že posnela podcast top 25 igralcev pod 25 let, vseh 25 igralcev, ki bodo v naslednjih 10, 15, mogoče 20 letih krojili usodo NBA lige, če tako rečem, sva obdelala o njih nekaj rekla, ampak ta podcast bo objavljen potem, ker je seveda zdaj ta odmevna novica prioritetno prednost dobila in morava o tem nekaj reči, da Blaž. Ja, pa predno načneva to debato, samo če lahko všečkate tale posnetek na YouTubeu in se naročite na kanal, pa kliknete ti zvonček, zato da ste obveščeni, ko pridejo novi podcasti ven, in pa seveda, da se naročite na SoundCloudu, na Apple Podcast, iTunesih, kjerkoli pač že nas poslušate, vsi všečki, komentarji, naročnine nam zelo pomagajo, bolj kot si mislite, da smo vidni še za druge ljubitelje športa, tako da če lahko kliknete, to je super. Zdaj pa ja, no, začel bom bolj umirjeno, skratka, stvar je v tem, da 12, recimo temu v narekovajih, največjih klubov se je odločilo ustanoviti svojo Evropsko superligo. Format bi bil preprost, 20 najboljših ekip, po njihovo najboljših ekip seveda, se pravi 15 ustanovnih članic in pa še 5, ki bi se vsako leto uvrstile tja preko nekih kvalifikacij ali posebnega povabila, kakorkoli pa že, bi odigrali v 2 skupinah po 10 vsak teden kot neko nadomestilo Evropske lige prvakov. Gre se tukaj za ogromen finančni vložek, klubi predvidevajo, da bi že na začetku samo zato, ker so se včlanili v to ligo, vsak klub prejel približno 350 milijonov evrov, ki jih lahko porabi kakorkoli pa želi. Tudi vse pogodbe naj bi bile že sklenjene o financiranju, kot tudi naj bi bile prodane že televizijske pravice za, mislim, da približno 3,5 milijarde evrov. In pri temu naj bi se klubi zavezali, da naj bi v tej ligi sodelovali naslednjih 23 let. Pri tem pa te isti klubi pravijo tudi, da naj bi višek denarja, ki ga bodo tako kot dobrodelne organizacije potem pripravljeni razdeliti tudi med ostale manjše klube, ki ne bodo nastopali v tej ligi, tako da mati Tereza nima nič proti njim, no, koliko so oni prijazni in dobri do teh manjših klubov, Angleži imajo za to izraz grassroot football, bojo pač tudi njim dali neki kosa te pogače, ne? Ampak seveda pač une drobtine, ki bojo padle dol z mize, ne tisto, kar bo na mizi. Ja, zdaj si ciničen, sam na koncu si bil malo ciničen, ampak si novinarsko lepo povzel vse te glavne podrobnosti tega dogovora, tega načrta, ki ga ima teh 12 največjih v navednicah evropskih klubov, nekaj največjih manjka tukaj tudi zraven. Gre sicer, vsi poslušalci verjetno že vejo, ampak na hitro: Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid in Tottenham je teh 12 klubov, ki so se kot prvi izpostavili. Dogovarjali so se tudi še z ostalimi klubi, ampak sem rekel, Blaž, tako novinarsko si povzel, sem mislil, da bo začel s takimi renti, kot si jih imel, preden so začela snemati. Pa mogoče te bo malce spodbudil zbodu spet tale včerajšnji rent legendarnega Garyja Nevilla, ki je dobro povzel razmišljanje in občutke navijačev po vsem svetu, in si dajva sam za izhodiščno točko in preden te spustim z verige, sam poslušati kratek insert iz tega renta.
I mean, I'm a Manchester United fan and have been for 40 years of my life, but I'm disgusted, absolutely disgusted. Manchester United, 100 years, born out of workers around here, and they're breaking away into a league without competition that they can't be relegated from. It's an absolute disgrace, and honestly, we have to wrestle back the power in this country from the clubs at the top of this league. The owners of this club, the owners of Liverpool, the owners of Chelsea, the owners of Manchester City, they're an absolute joke. Enough is enough. My reaction earlier on wasn't an emotional reaction. Deduct them all points tomorrow, put them at the bottom of the league and take the money off them. Seriously, you have got to stamp on this. It's criminal. It's a criminal act against football fans in this country. Make no mistake about it. This is the biggest sport in this country, and it's a criminal act against the fans. Simple as that. Deduct points, deduct their money, and punish them. You never hear from the owners of these clubs. Seriously, in the midst of a pandemic, an economic crisis, football clubs at National League level going bust nearly, furloughing players, clubs on the edge in League 1 and 2, and these lot are having Zoom calls about breaking away and basically creating more greed. Joke. Ja, Neville je odlično povzel bes večine navijačev, vsi odločno nasprotujejo temu, Blaž. Zelo, zelo redki se najdejo, ki podpirajo to idejo. Ideja na papirju gledano, a je zanimiva? Seveda, da je zanimiva. A ti ne bi gledal vsak teden, da igramo derbije Real Barca, Real United, Real City, Barca City. Seveda, na papirju to vse super izpade. Ampak glavna stvar, ki je treba tukaj povedati, je, zakaj so te ekipe tako dobre. Te ekipe so tako dobre zaradi lokalnega okolja, zaradi lokalnih navijačev, zaradi celotnega ustroja, kako so lige ustvarjene. Celotna zgodovina je pač bazirala na tem, da so oni igrali med seboj enkrat, dvakrat, trikrat na leto, kakorkoli je pač že nanesel žreb v Ligi prvakov. In takrat smo res gledali najboljše klube v posameznih ligah. To naenkrat zvodeni na račun te Superlige. To je zdaj športnega vidika. Zdaj pa pridemo do ta pravega vidika, zakaj je ta liga dejansko bila ustanovljena. Ta liga je bila ustanovljena izključno zaradi pohlepa lastnikov in čist ničesar drugega. Na koncu se gre vedno in izključno samo za denar. Kakorkoli oni to hočejo zapakirati po spektaklu in ne vem čem, gre se izključno za denar. In že to, da v tej ligi ima teh privilegiranih 15 klubov, za 3 se še ne ve, kdo so, neomejen status v tej ligi, kar pomeni, da ne glede na to, ali se uvrstijo v evropske pokale, ali zmagajo ligo, ali so top 4, ali niso, se uvrstijo v to ligo in imajo zagotovljen zaslužek. Pri meni to zvodeni celoten dosežek. Ta odločitev, Blaž, res odpira kupico povsem osnovnih vprašanj modela lig in tukaj je res ogromno topik, o katerih bi lahko govorila. Celotna ideja evropskega nogometa in celotna ideja tega, da moraš se truditi za uspeh, je tisto, kar daje na koncu zmagi dosti večjo slast kot to, da imaš ti neko zaprto ligo. Kako nekateri lastniki vodijo klube. Specifično recimo Manchester United, Arsenal, kot 2 primera. Ta 2 kluba čez 5 let v Superligi ne bosta več konkurenčna. Zakaj? Že zdaj raje jemljajo lastniki denar ven iz kluba, kot ga dajajo v klub. In s tem, ko bodo podpisali to pogodbo za Superligo, pomeni samo, da bojo lahko vzeli ven še več denarja in še manj vlagali noter v ekipo, ker zdaj so se morali vsaj truditi, da so prišli v Evropo, zdaj se jim pa niti to ne bo več rabili truditi in ne bojo rabili niti toliko investirati, da bi prišli v neke evropske pokale in s tem zaslužili dodaten denar. In to posega v celoten ustroj športa, v celotnem evropskem športu, pa ne govorimo samo o nogometu, govorimo tukaj tudi o košarki, govorimo o odbojki, govorimo o rokometu, govorimo o vseh teh športih, je vedno bilo, da si moral nastopanje v evropskih pokalih zaslužiti na parketu, ne pa da ti je bilo to dano že vnaprej. In to je tisto, kar je te lige in tekmovanja delalo zanimive, ne pa to, da sem jaz lahko vsak teden gledal ene in iste klube. Res je, mi bojo rekli, največji klubi prinesejo največ denarja. Res je, ampak zakaj vsi komi čakamo derbi med Realom pa Manchester Cityjem ali pa recimo med Unitedom pa Barcelono ali pa proti Bayernu? Zakaj mi to vedno čakamo? Zato, ker so te tekme enkrat, dvakrat, trikrat, 4krat na leto in nič več. In takrat se te pomerijo med sabo in pokažejo, kdo je boljši. In to daje čar vsemu temu, ne pa to, da jih jaz lahko gledam vsak teden, kaj počnejo. In efektivno te lastniki iz pohlepa in vsega tega, kar dajajo vedeti tudi v vseh izjavah, uničujejo nogomet, kakršen obstaja zdaj in
Še ena stvar, ki jo moramo omeniti pri vsem temu je, da ne glede na to, kako se bo ta stvar razpletla, nogomet v Evropi ne bo več isti, kot je bil. To je pač dejstvo. To so ta bistvena osnovna vprašanja in prvo vprašanje po tem tvojem rentu je seveda, ali ti potem ne gledaš več Eurolige. To je zdaj to osnovno vprašanje, ta model, ki se zdaj iz Amerike prenaša v Evropo preko lastnikov, ki si jih omenjal, in tukaj se lahko navežem na to vprašanje v Euroligi, ker namreč to smo lahko v košarki že videli pred leti z ustanovitvijo Eurolige, ki se je ločila od FIBE, in klubi sami so ustanovili svoje tekmovanje, ki gre vedno bolj v smer tega zaprtega sistema, in domnevam, da čez par let bo tudi Euroliga imela povsem zaprt sistem, klubi ne bodo mogli izpasti in samo klubi, ki bodo pridobili licenco, takrat, ko bodo širili ligo, se bodo lahko pridružili ligi. Torej, prvo vprašanje, ne maraš Eurolige, ne maraš tega sistema nasploh, začniva s tem. Tvoj pogled na vse to skupaj v košarki. Pač jaz te bom drugače vprašal. A ti gledaš, recimo, naslednjo sezono naj bi v Euroligi nastopil Monako, a boš gledal derbi Monako-Crvena zvezda? Mogoče... Boš to gledal? Mogoče ne. Se hočem reči, da pridemo do enega od teh osnovnih vprašanj, te amerikanizacije, če tako rečem, evropskih lig. Vse skupaj se seveda zreducira na to, kar si ti že rekel. More money, more money, more money. Več denarja za lastnike, lastniki želijo več moči, želijo več denarja in želijo lige, kjer bodo imeli zagarantiran dobiček, ne glede na njihov uspeh, in po tvojem mnenju to vodi v to, da bodo te klubi, ki bodo nastopali v tej ligi, slabši, da bo produkt na zelenici, če tako rečem, slabši. To vprašanje, ki si mi ga postavil, Monako, Crvena zvezda, vse je odvisno od kvalitete produkta. Če bo to pripeljalo do tega, da bo Monako kupil nekaj najboljših evroligaških igralcev, imel dobro ekipo, bom morda celo gledal, a veš. In če bo to pomenilo, da bo recimo Manchester United več vložil v klub, več vložil v igralce, pripeljal še boljše igralce in enako vsi ostali klubi, ki bojo v tej ligi, zdaj ne vem, Blaž, čez 10, 15, 20 let nekako so v Euroligi sprejeli to. Euroliga se gleda, je najbolj gledana evropska košarkarska liga. A veš, ne vem, odvisno od produkta. Kaj sem ti rekel na začetku? Na začetku sem rekel, da ta zadeva na papirju pač se sliši fenomenalno. Ampak kaj daje čar Ligi prvakov? Čar Ligi prvakov daje, da se lahko klub iz male Slovenije z 2 milijona prebivalci uvrsti v skupinski del Lige prvakov v obliki Maribora. Čar daje Ligi prvakov, da se lahko Porto uvrsti v Ligo prvakov in jo osvoji. Čar daje, da lahko mlada ekipa Ajaxa pride do polfinala Lige prvakov in pred sabo melje vse največje klube. Čar daje Monako, ki isto z enako mlado ekipo pride do polfinala in melje vse pred seboj in jih malo zmanjka, da pridejo v final. To je čar. Čar je, da pride Atalanta lahko v Ligo prvakov in pokaže, da se igra dober nogomet ne samo v top 12 kvazi klubih, ampak da se igra lahko dober nogomet tudi v Bergamu, v Atalanti, da lahko oni igrajo tak nogomet, da se jih bojijo večina klubov po celi Evropi. To je čar Lige prvakov in to efektivno ta čar s tem, ko zapiramo ligo, tudi jemljemo. In to je enaka stvar, ki se je zgodila tudi za Euroligo, pa se to je dejstvo. Kje so zdaj klubi, kot so bili včasih, recimo banalno primer samo naša Olimpija, pa pustimo, da je stvar bila tudi z tega, da je bila slabo vodena, ampak nasplošno, kje je lepota tega, da lahko Olimpija pride v Euroligo in recimo premaga v zadnji sekundi po trojki Prepeliča Kimki? Kje je to? Tega čara več ni. Ni več tega zanimivosti in še ena stvar, ki je pač tudi posledica Eurolige, je ta, da klubi, ki nastopajo v Euroligi, imajo toliko več denarja, toliko večji budžet, da so tudi v svoji ligi dejansko brez konkurence in jo igrajo samo še zato, ker jo morajo. Razen španske lige pa mogoče delno VTB lige. In enostavno nogomet nikoli ni bil osnovan na teh principih. Nikoli in nikdar. Tudi košarka ni bila, a veš, pa se je nekako to sprejel.
Ampak fora je tudi v tem, da so bili zato, da se je Euroliga takrat odcepila, so bili tudi drugačni interesi od zadnjih. In predvsem nesposobnost FIBE, kar pa za UEFA lahko trdimo v delnem principu. Ne pa popolnoma. Celotna piramida bo trpela na račun te Evropske superlige. Pač lahko oni še tako zelo to prodajo, kot ne vem kako tekmovanje, pač celotna piramida bo trpela zaradi tega in enostavno, jaz ne morem pomagati, ampak jaz ne vidim tukaj nobenega bonusa v tem, da bodo te klubi samo služili še več denarja, kot ga že. Enostavno pač lahko to zapakirajo kakorkoli hočejo, ampak na koncu dneva se gre izključno samo za pohlep teh lastnikov in čisto nič drugega. Jaz se, Blaž, načeloma strinjam s tabo, tukaj poskušam biti v določenem aspektu sam ta devil's advocate, poskušam sam tista nasprotna stališča izpostaviti, pa kot mogoče ljubitelj NBA košarke, tudi NFL, vsaj playoff, rad gledam, si pogledam tudi med sezono tiste največje tekme in nekako ob tem ne razmišljam o tem, da je to neka zaprta liga, da je to liga, kjer klubi ne morejo izpasti, kjer je vse odvisno od želje, volje lastnika in so tako tudi vodeni kakšni klubi, ki imajo povsem nesposobne lastnike, nič ne vlagajo v njih, zaslužek imajo zagarantiran, na podlagi TV pravic, ki jih prodajajo, seveda te lige zaslužijo ogromno, potem še ves merchandising zraven, ampak če se zato sam vrnem na tisto najino debato, poanto, tvoje vprašanje, ali bi gledal, zdaj takole bom odgovoril, če bo to liga, kjer bo igral Messi, Haaland, Neuer, Benzema, Neymar, Ronaldo, če bosta Messi in Ronaldo igrala skupaj v enem od klubov v tej ligi, pa bo zraven mogoče še Mbappe prišel, pa da bom lahko gledal Mbappeja, Messija in Ronalda, govorimo čisto hipotetično seveda, v istem klubu, kdo pa ne bi tega saj pogledal, a veš, Blaž, tako bom rekel. Vrnem se na tisto poanto, odvisno od produkta na zelenici, če tako rečem. Odvisno od igre, odvisno od igralcev, ki jih bojo imeli, odvisno od predstav, konkurenčnosti lige. In težko rečem, da recimo, zdaj se strinjam z navijači, reakcijami, vsega in tudi tem, kar si ti povedal, da je to pač na nek način, če se poruši ta piramidni sistem v nogometu, ki obstaja, je to na nek način konec nogometa v taki obliki, kot smo ga do zdaj poznali. Jaz se strinjam, ampak če poskušam projecirati 10-15 let v prihodnost, pa da recimo čez 15-20 let taka liga že 10 let obstaja, podobno kot z Euroligo v košarki in kako so to sprejeli navijači. Enako bo, konvergirala bo zadeva, zvodenela bo. Tem je finta in tem ti jaz govorim. Zdaj midva primerjava to zadevo, ker gledava zdaj na to stvar kratkoročno. Kratkoročno je super, imaš ligo, kjer imaš najmočnejše klube, poleg par tistih, ki so jih zraven dal za bog ve kakšen razlog, verjetno, ker so se edini bili pripravljeni podpisati. Ok, fajn in super. Ampak ta liga bo čez neki let konvergirala k temu, kar sem ti že prej rekel, da pač enostavno bojo tisti klubi, ki bojo imeli ambicije, bojo še vedno ambiciozni, v tem primeru je verjetno to Real, ki pač mu zmage pomenijo vse, verjetno je to City, kjer so ambiciozni lastniki, verjetno je to, zdaj govorim banalen primer PSG, ki uradno v tej ligi ni in se ji pač je odrekal, ampak če bodo vsi tam, bojo verjetno tudi oni šli tja. Če bojo ambiciozni, te bojo recimo se borili za naslov, medtem ko ostalim bo glavno samo, da dobijo na koncu meseca plačo. In oni se ne bojo borili za to, da bi zmagali ligo. In to je pač tisto, kar vzame ta liga stran. Zakaj jaz to vem? Zaradi tega, ker vidim, kako so določeni klubi že v Angliji vodeni, pa govorimo o teh top klubih, ki jih zdaj vabijo v to ligo oziroma so se v to ligo podpisali. Jaz vem, da recimo Glazerji pri Unitedu vzamejo več denarja iz kluba, kot so ga v klub vložili. Pustimo to, da so oni klub kupili na tak način, da so vzeli kredit in potem ta kredit vrgli na klub, ki v bistvu klub, ki so ga oni kupili, zdaj v bistvu sam sebe odplačuje nazaj. Skregano z vsakršno logiko. Stan Kroenke ni v življenju še videl Arsenalove tekme v živo. On ima tam svojo ložo in mogoče je pač, če je bil enkrat ali pa dvakrat na tekmi, je to že zelo velik. In on ne vlaga klub. Kje je zdaj Arsenal? Kje so finančno? Nikjer jih ni. Tottenham. Kje je Tottenham? Razen tega, da je zadnjih par let dober, kje je bil prej?
Nikjer, ker niso bili lastniki pretirano zainteresirani za to, da bi naredili nek powerhouse iz njega. In stvar je v tem, da enostavno te klubi bojo konvergirali proti temu, da bomo v bistvu v Superligi gledali navadno ligo, kjer imaš pač tiste na vrhu, ki se bojo vedno borili za naslov, ker je to klasika, medtem ko boš imel vedno tiste na koncu, ki pa pač enostavno bodo tam iskali najboljši draft pick, ali jaz ne vem, kaj že imajo namen to potem naprej narediti. Ker pač jim ne bo potrebe v tem, da zmagajo. In a je to šport? A je to nogomet, bom rekel, samo govorim iz tega vidika, a je to nekaj, kar hočemo mi zdaj gledati, glede na to, na kaj smo mi zdaj navajeni. Pač ena druga stvar je pač bila pri FIBI, ker takih tekmovanj dejansko v takem pravem pomenu besede pač ni bilo. Bile so neki približki, ampak ni bilo v taki meri, kot je recimo zdaj Liga prvakov. Euroliga je bila v FIBIni domeni in seveda prestižno, najbolj prestižno tekmovanje. Več desetletij preden se je nekaj klubov odločilo, da bo ustanovilo svojo različico Eurolige. Olimpija je bila takrat tudi med tistimi klubi. Jaz govorim na taki ogromni skali, kot je to zdaj pa z Evropo in česa smo mi tukaj nogomet je na povsem svojem nivoju. Nogomet pač je na svojem nivoju in stvar je v tem, da gremo mi tukaj, govorimo mi o 100-letni tradiciji tega tekmovanja, pač v takšni ali drugačni obliki. Na svojem nivoju je nogomet, ampak je košarka. Ampak stvar je v tem, da ti hočeš zdaj z Euroligo upravičevati, da je to prav, pa ni. Euroliginim sistemom se jaz pač ne strinjam niti po točko razno, zaradi tega, ker meni se zdi neumno, da ne more Olimpija po nobenem primeru ne more priti v Euroligo, ker je enostavno liga tako zaprta, da se v njo več ne da priti. Jaz bi rad gledal najboljše, da pridejo tukaj v Stožice, da odigrajo najboljši košarkarji v Evropi, da igrajo proti Olimpiji in da se pokaže, kje je Olimpija na tem trenutku na nivoju. Meni je bilo všeč, da je prišlo v Maribor, da je prišel Chelsea, da je prišel Liverpool, da si lahko videl te igralce, da so prišli svojim dokazali, da so lahko prišli do Lige prvakov in se lahko merijo na rekovajih z najboljšimi. Vse to ti s tem vzameš zaprtim sistemom in zato je meni Euroliga tudi največja bedarija. Sej ne rečem, jaz, tako kot si rekel, sej lepo, pač ti pogledaš, če so kvalitetni igralci, kvalitetne tekme, ti to pogledaš in vse, ampak zakaj hudiča moramo mi sploh priti do te točke? Zakaj moramo se mi zdaj priti do točke, ko se jaz moram odločati, a bom raj gledal fuzbal zaradi tega, ker me zanimajo tekme, ali bom gledal fuzbal zaradi tega, ker me zanima zaradi romantičnega vidika. In jaz pa se mi zdi, da je več vredno to, da ti gledaš fuzbal zaradi strasti, zaradi tega, ker tekme nekaj pomenijo, ne pa zaradi tega, ker pač tam gledaš tekme samo zato, ker se igrajo. In stvar je lih v tem, da tekme trenutno v nogometu imajo nek pomen, ki ga recimo zdaj po novi ligi ne bi imeli, ker tega naboja več ne bi bilo in take stvari in enostavno jaz pač takega sistema ne morem pač potrditi. Druga stvar je NBA liga, kjer je pač ta sistem že tudi 50, 60, 70 let v sistemu in noben ne pravi, da je ta sistem dober. Noben ne more priti nov klub noter, noben drug klub ne more pokazati, da lahko kaj naredi. Koliko si že rekel, imaš za nič lastnike, ki furajo pač franšize tako, kolikor jih pač furajo, a ne? In so vedno na koncu, vedno so na repu lestvice, potem pač liga probava to spremeniti, ja, zdaj pa če ste čisto zadnji, če sam tankate, pa mogoče nimate li šanse dobiti najboljšega draft pika. Vidiš, da ima liga že tukaj problem, da pač enostavno slabe ekipe nočejo vlagati, da bi bile boljše. In potem probavajo to rešvati na take načine. In zdaj, a bomo mi res prišli zdaj, da bomo prišli do tega, ker stvar je v tem, da bomo zdaj prišli do tega, da bomo imeli na koncu v tej Superligi enake probleme, kot jih ima NBA že zdaj s konkurenčnostjo. Pač mi že vemo pred sezono, kjer ekipe so za nič in tistih ekip itak noben ne gleda, razen unika so v lokalnem okolju. A ne? Pač ti še vedno gledaš večino navijačev po celem svetu, kaj gledaš? Gledaš Milwaukee proti Lakersom, gledaš Lakersi proti Celticsom, gledaš take stvari, pa še to par let nazaj, ko so bili Lakersi pa Celticsi za nič, gledanost sigurno ni bila taka in to ni bil tak zelo derbi, kot je bil to včasih. In to je tisto, kar pač bo ta liga vzela. To je ta čar, ki ga bo ta liga vzela in jaz se pač s to ligo ne morem strinjati pod nobenim pogojem. Nobeno točko razno jaz s tem se ne morem strinjati. Ja, pri lastnikih gre samo in predvsem za vprašanje denarja in dokler gre za vprašanje denarja in denarja v športu, dokler se v nogometu seveda obračajo milijarde, desetine milijard dolarjev in to bo seveda šlo samo še v večje ekstreme v prihodnosti in dokler bo temu tako, jaz nekako mislim, da se takmu zaprtemu tipu tekmovanja nekoč v prihodnosti
skoraj da ne da izogniti, ker preprosto vidimo uspešnost teh modelov na drugi strani Atlantika, kjer pa je seveda denar nepogrešljiv del športa že od samega začetka, precej bolj kot v Evropi. Ampak Evropa gre v to smer amerikanizacije profesionalnih lig. Perez, ki je eden od glavnih zagovornikov tega v Realu, je že pred leti govoril o tem, da bi rad videl Real Madrid, košarkarski Real Madrid v NBA ligi, oziroma da NBA liga ustanovi svojo divizijo v Evropi in bo nekaj največjih evropskih klubov tekmovalo v tej NBA ligi in to bo njihovo edino tekmovanje. Zato te bom vprašal, Blaž, kje misliš, da se bo vse skupaj končalo v bistvu? A misliš, da se lahko temu sploh izogne v prihodnosti nekoč? Misliš, da je ta piramidni sistem v nogometu nekaj, kar bo ostalo za vedno? Ali misliš, da ta vpliv denarja v nogometu bo na koncu eventualno prevladal, ker seveda vemo, da se tega ne da obrniti? Seveda, da bo prevladal. To je dejstvo. Dolgoročno je pač to dejstvo. In dejstvo je, da pa si veliki klubi, zaradi tega, ker ustvarjajo največ denarja, tudi želijo več denarja od tega dobiti. In to pač tukaj sploh ni debata okoli tega. Pač debata je v tem, a res na račun tega denarja, da bojo oni dobili še več denarja, se dobesedno poserjaš na vse klube, ki so pač v bistvu tudi posredno krivi, da si ti tukaj, kjer si. Za vsak Manchester United imaš ti 5-6 klubov, kjer otroci trenirajo od 3. 4. leta. Imaš 5-6 klubov dodatnih, ki ustvarjajo igralce, ki jih potem lahko Manchester United kupuje. A se oni poserjajo na vse to? Pač jaz bom gledal čisto iz vidika, pač samo zdaj, glede na to, da jim lahko FIFA in UEFA prepovesta tekmovanje tem igralcem za reprezentance. A je vredno? A je ta denar toliko bolj pomemben, da se bojo odpovedali tudi recimo reprezentančnemu nogometu te igralci? Kaj več vredno osvojiti Evropsko superligo ali biti svetovni prvak za svojo reprezentanco? Tukaj prijemo tudi do tega vprašanja. In stvar je pač v tem, da dokler bojo igralci imeli največjo moč, ki jo imajo v tem primeru, nimajo največje moči klubi, nimajo največje moči tukaj lastniki, največjo moč tukaj imajo navijači in pa predvsem igralci. In igralci tukaj v celotni zgodbi so zdaj kolateralna škoda, zaradi tega, ker oni niso ne krivi, ne dolžni za neumne odločitve svojih šefov, ki jim pač dajo. Sej bojo rekli, služijo milijone, bla, 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 bla. Ja, služijo milijone, ampak zakaj vsi igrajo v končni fazi, zakaj grejo vsi v nogomet? V nogomet greš zaradi tega, pa ne samo v nogomet, vse športe. Ne greš za to, da boš ti na koncu milijonar, greš zaradi tega, ker hočeš tekmovati, zaradi tega, ker ti je všeč, imaš ljubezen do tega športa in si ta šport vzljubil tazga, kakor je, ne zaradi tega, ker se na koncu igra za milijone. Igrajo Ligo prvakov, vsi otroci sanjajo o tem, da bi enkrat osvojili Ligo prvakov, da bi bili oni na zelenici in igrali v finalu Lige prvakov. In kaj zdaj bojo sanjali o tem, da pač so igrali v Evropski superligi? Ne bojo. Zaradi tega, ker vsi sanjajo, da se prebijajo do tja, da lahko tam igrajo. In pač enostavno ta superliga je neumen produkt. In jaz pač se s tem ne morem strinjati in večino navijačev se tudi s tem ne strinja, predvsem pa ne zaradi tega na način, kazga so to naredili, ker jaz iskreno bi lažje preživel, če bi se ta stvar delala postopoma in šla postopoma proti neki taki zaprti ligi, ker pač, kako si rekel, kapital je na koncu pri največjih tako zelo pomemben, da je to neizbežno. Ampak ne moreš pa ti res se posrati na vso tradicijo, na vse v bistvu, v končni fazi posrali so zdaj tudi na vse navijače, če lahko tako rečem. Eni izmed teh lastnikov so zdaj imajo surprise Pikachu face izvajajo, ker pač so tako, zakaj se pozajo oni to bunijo, a ne? Ker enostavno nimajo sploh stika z realnostjo, sploh ne vejo, kaj so njihovi navijači. Potem imaš drugega nekega predstavnika lastnikov, ki je rekel, ja, sej v bistvu te navijači so itak zastareli navijači, mi itak računamo na prihodne generacije, ne pa na te, ki že zdaj obstajajo. Nogomet je bil zgrajen na plečih delavskega razreda, pač oni se enostavno ne zavedajo, recimo sploh v Angliji, tam folk daje ne samo svoje plače, dajejo še več kot svojo plačo nekateri za to, da podpirajo klub, da si lahko privoščijo tekme, da jih lahko spremljajo, da hodijo na gostovanje in tako naprej. Oni živijo za ta klub in enostavno je tem lastnikom je pač totalno vseeno za te navijače, totalno vseeno. Njim je važno, oni ga vidijo tam, da hodi koliko $1 znak in čist nič drugega. In to, izključno zaradi tega sem proti tej Evropski ligi, ker pač to ni
v dobro nogometa, kot hoče oni to prodati, to je v dobro njihovih denarnic. Pa daj ne se hecati, no. In to je svinjarija, no. Ja, se bojo. Ti lastniki se jim, tako kot si rekel, se jim jebe. Zaradi tega jaz seveda mislim, da je v končni fazi to, in se verjetno ti strinjaš, neizogibno, zaradi tega, ker so te klubi že de facto privatna last teh ameriških lastnikov in seveda se jim jebe za vso to tradicijo, delavski razred, 100-letno zgodovino, piramidni sistem. Vsem tem lastnikom je pomemben na koncu samo dolar, denar, tudi z tega vidika. Ti si največ omenil ravno Premiership in te ameriške lastnike, zato sem jaz to povezal z amerikanizacijo teh evropskih lig in temi ameriškimi modeli klubov kot franšiz in ja, oni se poserjajo na vse skupaj, ne vem pa, Blaž, kaj je njihova kalkulacija. Kje misliš, da Glazer vidi klub čez 10 let? Ratal bojo, ne vem, kdo je kakšna taka, New York Knicksi, evo. Ratal bojo New York Knicksi in pač vsake toliko cajta bojo imeli kakšnega zanimivega igralca, ki jih bo malo potegnil gor, ampak tako potegnemo črto pod zadnjih recimo 20 let, noč pametnega od njih. New York, Manchester United, New York Knicks, ja, čist možno, Dolan je podobno nesposoben lastnik in ja, zdaj se že mogoče malo vrtijo. Ne, govorim ti, to bo pač končni produkt te Superlige, pač kdorkoli ima idejo, da bo to karkoli drugače ne bo, ker dejstvo je v tem, da če ti nimaš nobenega razloga, zakaj bi sploh vlagal, zakaj bi vlagal v konkurenčno ekipo. Jaz govorim iz vidika, kako so te klubi že zdaj vodeni. Pač Real Madrid bo še vedno vlagal za to, da bojo najboljši. To je dejstvo. Manchester United že zdaj vlaga samo toliko, da lahko pride v Ligo prvakov. Chelsea, verjetno Abramovič bo vložil več denarja noter, ker ga bo tudi to zanimalo, da bo bolj konkurenčen. Tukaj bo prišlo do tega, da bo samo vprašanje, kdo je pripravljen dejansko vložiti neki denarja, kjer je pa pripravljen to vzeti za sebe. In glede na to, kako so določeni, predvsem te klubi, ki so vodeni strani ameriških lastnikov, so pač vodeni v to smer, da bojo pač od začetka še mogoče neki dal na to, da pripeljajo kakšnega boljšega igralca, pa bo ta zadeva samo počas zvodenela in pol bo pač itak vse en. Sej te klubi globalno imajo po milijarde, vsi skupaj imajo milijarde navijačev, to je dejstvo. Ampak stvar je v tem, kje so se te klubi začeli in kateri navijači so vedno bili najbolj pomembni. Najbolj pomembni navijači so vedno bili tisti, ki je prišel v nedeljo na tekmo ali pa v soboto, ki je prišel na tekmo. Tisti navijači so vedno najbolj pomembni, ne Azic, ki mogoče v življenju ne bo videl Manchester United, da igra v živo, ne Afričan, čeprav navijajo z vsem srcem in dušo, ampak glavno dejansko so pa tisti navijači, ki so v lokalnem okolju in tisti v lokalnem ponos v lokalnem okolju, ki ga te navijači imajo do tega kluba in da lahko za ta klub navijajo. Ker bom rekel, ne nazadnje, te klubi so vpeti v njihova življenja, kar si mi sploh predstavljamo. Pri nas je v bistvu še najlepši približek temu Maribor, koliko so dejansko vpeti te klubi v njihova življenja. Pri nas je to dejansko Maribor, najlepši primer, pa še v Mariboru je to svetlobna leta stran od tega, kaj se tam dogaja. Predvsem Angleži. Angleži dajo ogromno na te stvari, tudi Nemci dajo ogromno na te stvari in pripadnost svojemu klubu. Ne nazadnje so nemški klubi tudi zavrnili nastop v tej Superligi, predvsem na račun tega, ker so navijači proti, ker klubi v Nemčiji so v 51% lasti navijačev in so navijači proti temu. In si tega niti ne upajo, niti probati. Jaz mislim, da predvsem, kaj je tukaj problem, je, da način, ki so to izvedeli, je totalno svinski in napačen. In zaradi tega so tudi prišli do tazga neodobravanja, kot je to zdaj. Ne zaradi same ideje, ne zaradi samega denarja, ampak tudi zaradi načina, na kazga so to naredili. Vse je Čeferin lepo povedal, z vsemi sem se menil prejšnji teden, vsi so rekli, vse je cool, vse smo super, vse je odlično, ne vem kaj, potem se pa ni več noben javljal na telefon. In jih je pač poimenoval kot podlih 12, kače, narcisi in podobne stvari. In Čeferin je tudi omenil, da je 24 let bil criminal lawyer oziroma pač pri nas, se pravi odvetnik, ki je branil kriminalce, ne? Pa je rekel, da v vseh 24 letih takih podlih ljudi, kot so te, še ni srečal. In to pove zelo veliko. Mislim, da so zdaj več ali manj tiste glavne stvari povedala, midva nisva optimista dolgoročno, zdaj preprečiti se tega tudi na nek način, dokler
so klubi privatna last teh lastnikov, se v končni fazi ne da. Zdaj, omenila sva te razlike med lastniškimi strukturami, ampak v končni fazi, dokler lahko en človek odloča in dokler je pri tem človeku glavna motivacija denar, je to tako in ne vem, se te monetizacije vseh aspektov športa ne da zaustaviti. Tako da jaz se bojim, da bo v bistvu na končni fazi to res pripeljali do tega, da bodo klubi res postali samo še neki določeni brendi in kjer bo dosti bolj pomembno čez 100 let, da imaš dres z logom Reala, kot pa da gledaš Real, če veš, kaj hočem povedati. Vse veš, čez 50 let se bojo pogovarjali mladi navijači, da sta Messi pa Ronaldo dva šupka, zaradi tega, ker sta igrala samo eno brezvezno Champions League, nista igrala pa Evropske Superlige in tam nista nikoli zmagala in nista najboljša igralca vseh časov. Ja, progres, napredek, svet gre naprej in ker si me vprašal, a otroci sanjajo za to, da bojo usvojili Superligo ali sanjajo, da bojo usvojili Ligo prvakov, zdaj otroci, ki so zdaj stari 10-11 let, seveda ne, ampak otroci, ki bojo pa rojeni čez 5 let, pa če bo takrat že ta liga par let, a veš, se igrala, to pa ne vem, Blaž, to pa ne vem in to je gre naprej in dokler je denar zraven, se res to zdi skoraj da neizogibno. Tukaj bi res lahko debatirala še ure in ure okoli tega. Bi še kaj dodal za konc, Blaž, povedal za konc. Se mislim, da si povedal in po rentu ponovadi zame govorijo, da imam predolge rente, ampak danes si imel par poštenih. Bi še kakšnega za konc zdajle podal? Ne, v bistvu bi zaključil sam z eno mislijo od Bobija Robsona, legendarnega angleškega trenerja, ki je recimo z Barcelono tudi osvojil pokalnih zmagovalcev, Ligo prvakov, če lahko tako rečemo. No, on je rekel v bistvu, kaj je nogomet. Nogomet niso stavbe, niso direktori ali ljudje, ki delajo v klubu, niso televizijske pogodbe, niso odkupne klavzule, niso marketing ali VIP lože. Je vrvež na tekmah, je strast, občutek pripadnosti in ponos svojega kluba. Nogomet je, ko majhen otrok stopa po stopnicah stadiona, se oprijema očetove roke in strmi v prostrano zelenico pod njim in brez da bi sploh vedel, se zaljubi v nogomet. In jaz mislim, da je to najlepši opis tega, na kaj so se posrali vsi te lastniki in česar v bistvu te lastniki na koncu dneva sploh ne razumejo. Pač oni niso športni ljudje, oni so biznismeni in če gre celoten šport v to smer, pol ga v bistvu tudi ne rabimo. To je zdaj zelo negativno izzvenelo. Bi lahko še dolgo debatirala, ampak mislim, da lahko za zdajle zaključiva. Ja, lahko zaključiva tukaj sej. Mislim, a bi si hotel še kaj povedati? Ne, jaz lahko govorim še kolikoli hočeš, sam pač ti si itak podpornik te lige, tako da pač kajčem. Ja, nisem podpornik. Sem rekel, da bom poskušal par devil's advocate argumentov sam vam potegniti, potem si me obtožil, da sem več, ker podpiram to ligo. In ne, ampak kaj vem, nisem ravno optimist, ko gre za prihodnost in po drugi strani kot ljubitelj NBA košarke ne morem biti totalni hinavc tukaj in reči, da seveda vse to trgovanje, ki se tam dogaja z igralci in tradi in piki in vsem, ni zabavno in če bi vse to vnesel, Blaž, v okviru evropskega nogometa, si predstavljaš, da bi lahko za vsak let draftu iz nabora najboljše mlade talente, da bi lahko tradu med sezono igralce glede na pogodbe, vse mogoče kombinacije, furu. A ti to ne je bilo čisto všeč? Čisto nič? Ne. Ja, sej se strinjam s tabo, ampak stvar je v tem, a veš, ker gledati treba na to stvar iz dveh perspektiv. Ena je perspektiva teh pač greedy klubov, ki jo pač jaz tudi po svoje razumem, treba je pa gledati tudi zadevo pač iz perspektive manjših klubov. Ta celoten sistem je toliko zelo sebičen, da čisto pozabi na te manjše klube in kaj je pač imela ta Liga prvakov in UEFA, skrbi ravno za to neko, bom rekel, povprečje tega. Pač skrbi za velike klube, ker valjda skrbi za njih, recimo že samo to, da je bila najprej Liga prvakov namenjena samo zmagovalcem lig, pa so jo potem razširili, da imajo najmočnejša liga 4 mesta, pa potem je bilo 4. mesto sam kvalifikacije, pa so ga zdaj dali, da pač vsa 4 mesta vodijo direkt v Ligo prvakov, ampak na drugi strani pa pač imaš tudi potem ta balans s temi manjšimi klubi, da jim pač dejansko dajo možnost, da so
pač konkurenčni, da imajo možnost, mislim, v končni fazi, ja veš, Tottenham ni mogel Dinama Zagreb premagati, pa so v Evropski superligi kot elitni klub. Mislim, skregan je z vsako logiko. Sem te spet pognal, jaz sem hotel sam tako hudomušno namigati, da če bi lahko recimo sred sezone Borussia pa PSG izvedla trade Haalanda za Mbappeja, da bi to lahko tudi popestrili stvari v takem zaprtem sistemu lige, ampak to so vse debate, ki so povezane s tem in lahko bi res še ogromno govorila. Skratka, na koncu pride samo do vprašanja, a bo zmagala Liga prvakov ali bo zmagala Evropska superliga. In na koncu tisto tekmovanje, ki bo zmagalo, bo obstalo. Glede na to, kdo vse podpira Ligo prvakov in kdo podpira to Evropsko superligo, ima v tem trenutku, mislim, da Liga prvakov več možnosti, da zmaga, zraven pa mislim, da so te klubi povzročili nepopravljivo škodo evropskemu nogometu na dolgi rok. Kaj se bo pa na koncu z vsega tega izcimlo, bomo pa mogli počakati. Tako da, to je to z moje strani za zaključek. In o tem bova več govorila v naslednjih podcastih, mogoče tudi s kakšnim gostom Blaža, da. Tako, ja. To je to, ajde, se slišva. Ajde.